Najlepša hvala. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, drage kolegice, dragi kolegi. Lepo pozdravljeni na B-festivalu 2023. Ta dogodek organiziramo na Biotehniški fakulteti z namenom, da si medsebojno predstavimo najpomembnejše aktualne raziskovalne dosežke in jih hkrati predstavimo tudi javnosti, tako da je dogodek namenjen tudi promociji znanosti. Raziskovalna dejavnost breztržne na Biotehniški fakulteti obsega 17,8 milijona evrov oziroma 41% vseh prihodkov fakultete. Imamo 48 raziskovalnih skupin, 25 raziskovalnih programov in 9 infrastrukturnih centrov. Raziskovalci Biotehniške fakultete smo bili v lanskem letu vključeni v 42 temeljnih in 10 aplikativnih raziskovalnih projektov ARRS in od tega je bila BF 38krat oziroma 8krat vodilni partner. Sodelovali smo še v 28 CRP projektih in od tega smo bili 26krat vodilni partnerji. Sodelovali smo tudi v 8 projektih iz kategorije Marie Curie, ERC in Prima in bili vodilni partner 2krat. Bili smo vključeni v 24 projektov bilateralnega sodelovanja in skupaj 91 mednarodnih projektov, kjer je največ 65 v kategoriji Horizon 2020, Horizon Europe, Life, Erasmus+, in tako naprej. Temu sledi pa še 21 projektov iz programa COST. Naša velika raziskovalna aktivnost kaže rezultate tudi v kakovosti raziskovalnega dela, ki je prepoznano znotraj UL in širše. Če naštejem le najpomembnejše. V letu 2022 je bila med najodličnejšimi raziskovalnimi dosežki na Univerzi v Ljubljani izbrana tudi raziskava o vplivu mikroplastike iz medicinskih mask za enkratno uporabo na kopenske nevretenčarje, ki jo je vodila docent dr. Anita Jemec-Kokalj iz oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. Profesor dr. Nina Gunde Cimerman je bila oktobra kot druga ženska v zgodovini izvoljena v trajni naziv znanstvena svetnica na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in sicer za področje ekstremnofilnih raziskav v povezavi s podnebnimi spremembami. Na Stanfordsko lestvico, ki prikazuje 2% najboljših raziskovalcev na svetovni ravni, je uvrščeno 14 raziskovalcev iz Biotehniške fakultete. Kljub dobrim rezultatom ali pa prav zaradi njih pa si prizadevamo, da bi razmere za raziskovalno delo in doseganje raziskovalne odličnosti še izboljšali. Nekaj sistemskih ukrepov že imamo, naprimer pedagoško razbremenitev 10 najboljših raziskovalcev na BF, kriterij v okviru nagrajevanja redne delovne uspešnosti, tako imenovanega D010, podeljevanje nagrad in priznanj Biotehniške fakultete ter posredovanje predlogov za nagrade in priznanje na Univerzo v Ljubljani. V strategiji, ki smo jo na BF sprejeli lani, smo zapisali temeljni cilj, da bomo do leta 2027 postali vodilna in raziskovalna in pedagoška visokošolska ustanova v regiji na področju ved o življenju, biogospodarstva in varstva okolja. Ena od 9 strateških aktivnosti, zapisanih v strategiji, je tudi krepitev raziskovalne odličnosti. In prav sedaj začenjamo z izvajanjem akcijskega načrta, v okviru katerega so predvidene nove aktivnosti tudi na področju raziskovalne odličnosti. Kot izziv pa nam v prihodnjih letih ostaja večje vključevanje v za raziskovalce manj tradicionalne projekte, ki omogočajo povezovanje in prenos znanj. Primer tega je na primer Utopija oziroma njeno nadaljevanje Utopija More,
v katero smo vključeni preko UL. Namen Utopia More je preoblikovanje evropskih univerz v odprto, vključujočo akademijo. Eden od ciljev Utopia More je povezovanje iniciativ, raziskav in inovacij, ki stremijo k spopadanju z družbenimi izzivi trenutnega časa in integracija akademskih skupnosti znotraj bodočega Utopia Mednarodnega inštituta za znanje. Če se vrnem k izrazom vede v življenju, biogospodarstvo in varstvo okolja, ki smo jih zapisali v strategiji Biotehniške fakultete in jih nekoliko razčlenim. Med vede v življenju štejemo agronomijo, bioinformatiko, biologijo, biotehnologijo, hortikulturo, mikrobiologijo, prehrano, upravljanje gozdnih ekosistemov, znanost o živalih in znanosti o celici. V znanstveno področje biogospodarstva vključujemo agronomijo, ekonomiko naravnih virov, les in biokompozite, gospodarjenje z gozdovi ter živilstvo. In v znanstveno področje varstva okolja štejemo krajinsko arhitekturo ter varstvo naravne dediščine. Širok nabor področij našega raziskovanja omogoči, da pogled na najpomembnejša raziskovalna dela Biotehniške fakultete nudi sliko kot v kalejdoskopu. Morda mlada generacija ne pozna več te čarobne igračke, starejša pa se jo morda še spomni. Kalejdoskop je stara optična igrača, ki naj bi jo izumil Škot David Buster. Beseda je skovanka starogrških besed in pomeni opazovanje lepih oblik. Če pogledaš v okular kalejdoskopa, vidiš, kako se raznobarvna stekelca sestavijo v osupljiv vzorec. Nihče se ne more upreti, da ne bi malo zavrtel okularja, stekelca se malo premaknejo in pred nami je nov očarljiv vzorec. In spet, in spet. In raziskave na Biotehniški fakulteti se sestavljajo v sliko z področja ved o življenju, biogospodarstva in varstva okolja, vsakič nekoliko drugače, a vedno znova osupljivo. Vabim vas, da pogledamo v kalejdoskop B-festivala 2023 in uživamo v predstavitvah, ki nam bodo gotovo dale ideje tudi za nova sodelovanja in povezovanja.